Jurij, smo že začeli, tako da dajte se sam na off. To reach new innovation milestones and empower true progress, we must keep an open mind, connect, and share knowledge. The first edition of the Uni Minds Festival showed us that the need to create a strong innovation ecosystem is urgent, and that openness and the desire to innovate are crucial in the never-ending quest for progress. With over 700 attendees and 149 speakers, our mission was to build a strong innovation community. Presenting the second edition of Uni Minds, the biggest Slovenian online festival created to connect academia and industry. The second edition of the festival will feature 3 days of online events dedicated to building the innovation community, creating long-term partnerships, and implementing the best innovation practices. Here, you can meet the right partners for your challenges. The festival will take place online from the 10th to the 12th of November, featuring an interdisciplinary program with best innovation practices, insight into the challenges facing the industry, and a presentation of new technologies and expertise from university researchers. For additional information, visit the festival website. We look forward to innovate together. Lep pozdrav in dobrodošli na festivalu Uni Minds. Lepo vas pozdravljamo v imenu organizatorjev. Sva Urša Jerše iz Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani in Peter Alešnik, Služba za prenos znanja in tehnologije Univerze v Mariboru. Hvala vsem, ki ste z nami. Že drugo leto zapored smo na enem mestu zbrali odlične raziskovalce in razvojna podjetja v željo, da se še bolj povežemo. Glavni partner festivala je tudi letos Novartis v Sloveniji. Festival pa financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hkrati bi se rada zahvalila vsem sodelavcem, ki so letos pripravili res pester program. Res bo pestro. Letos smo dali še večji poudarek mreženju, medsebojnem spoznavanju in izmenjavi dobrih praks. In čeprav niste v dvorani in ne boste videli vseh 300 in več udeležencev, smo vam omogočili možnosti za skupno kavo oziroma da se slučajno spotaknete drug ob drugega. Torej, vabim vas, da si v aplikaciji pogledate, kdo je še prisoten, se z njim povežete in dogovorite skupne sestanke. Časa za to imate kar 3 dni. Festival bo potekal od danes do petka. In sicer mogoče, če čisto tako na kratko pogledamo program, danes bo predvsem poudarek na dobrih praksah in na tem, kaj univerza ponuja. Predstavljajo se tudi naši raziskovalci v Science Bootu. Jutri bo bolj poudarek na tem, kaj pravzaprav industrija potrebuje oziroma gospodarstvo, kaj so njihove potrebe in izzivi. Tretji dan pa nas čaka socialne inovacije. Kaj pa nas pravzaprav čaka danes, Peter? Mogoče nas lahko pelješ malo čez današnji program.
Ja, poglejmo na aplikaciji. Prvi dan festivala lahko razdelimo pravzaprav na 2 mini dela. Najprej vam bomo ob 10 do 11:15 predstavili primere dobrih praks sodelovanja univerze s podjetji. Spoznali bomo, kako pravzaprav lahko v reševanje izzivov podjetij vključujemo študente. Nato bomo spoznali, kako lahko podjetja pravzaprav razvijajo kompetence njihovih zaposlenih s pomočjo raziskovalcev in znanja in tehnologij z univerze. In pa kot tretje, tudi znanja pravzaprav in tehnologije, kako ki so razvite na univerze, pravzaprav uvajamo v podjetja. Nato bomo razkrili letošnje nagrajence inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani, temu sledi pa drugi del. Med 11:45 in 12:45 vas vabimo, da se udeležite RTB sestankov z raziskovalci Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Med 12 in 14:30 smo omogočili predstavnikom deležnikov inovacijskega okolja specializirano delavnico z mednarodnim strokovnjakom. Ob enih pa vas vabimo in začnemo z drugim dnevom za raziskovalce podjetja Novartis. Preden pa ponovno predam besedo Urša tebi, bi vašo pozornost ponovno usmeril pravzaprav na RTB sestanke. Raziskovalke in raziskovalci ter njihove tehnologije lahko spoznate v razdelku Science Boot. Tu pravzaprav s klikom na posamezno tehnologijo pogledate video in preberete več raziskovalcev, hkrati pa lahko jih neposredno kontaktirate. In raziskovalci in raziskovalke vam bodo na voljo za sestanke med 11:45 in 12:45 v sekciji RTB Meetings. In tam se jim lahko pravzaprav pridružite k pogovoru in predstavitvi oziroma na skupno kavo pri njihovi mizi. In vkolikor se teh sestankov med 11:45 in 12:45 ne morete udeležiti, vas vabim, da pravzaprav s funkcijo chat nekako jih kontaktirate in se dogovorite morda za individualno predstavitev. Urša? Hvala, Peter. Mislim, da je s tem festival uradno otvorjen. Sedaj pa bi želela predati besedo našemu današnjemu moderatorju, Juriju Kobalu. Jurij prihaja ne iz ene, ne iz druge sfere, smo izbrali nekoga, ki je neodvisen in nas bo popeljal čez dobre prakse sodelovanja. Verjetno bomo odkrili kakšne lepe strani tega, mogoče tudi kakšne manj lepe. Tako da, Jurij, prosim, beseda je tvoja. Vsem pa želim en sproščen in uspešen festival. Uživajte. Ja, Urša in Peter, hvala vam za tale zanimiv uvod. Dokler čakamo Anžeta, da se vrne nazaj na platformo, ker je ravnokar sporočil, da je padel z Zooma. To je v modernem svetu nič novega, da pademo z Zooma včasih. Bom jaz porabil mogoče besedo ali dve, da nas malo grejem. Ja, kar sta povedala Urša in Peter, pravzaprav govorijo o praktikih. Prihajajo te praktike iz podjetij ali iz univerze, ključ je v tem, da bi danes želeli pravzaprav poslušati prakso, praktične primere, kako se kakšno sodelovanje zgodi in kako kakšno sodelovanje pravzaprav se naprej razvija v neke kvalitetne produkte, storitve, novo tehnologijo in tako naprej. Tako, ker smo napovedali, slišali boste primere iz podjetij, to so mogoče manjša podjetja, kot so Couch, kjer so sodelovali z eno študentko iz Univerze Maribor. Slišali bomo primere praktičnih, poučnih programov na univerzi, kjer bo, gospod Blaž Zupan predstavil izobraževalni program za odprte inovacije. Pogovorili se bomo s Telekomom Slovenije, z BSH in kako oni sodelujejo z obema univerzama. Govorili bomo s Hubertom Koslerjem iz Jaskave in z ljudmi iz univerze spet, kako so se povezali, kako so sodelovali. In tudi govorili z Impolom, ki pravzaprav skupaj z univerzo in s fakultetami razvija nove procese, nove produkte. Da upam, da se je Anže že vrnil. Anže je naš prvi motivacijski govornik, kar je zanimivo, da je prvi tudi padel z Zooma. Anže nam bo predstavil svoje izkušnje iz Amerike. Anže se je vrnil iz Amerike, kjer je pravzaprav
skozi raziskovalne projekte, sodeloval s podjetji. Danes je zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo in čakamo, da nam pravzaprav predstavi svojo izkušnjo. Vsaka predstavitev ali pa vsaka praksa je zamišljena tako, da najprej raziskovalci, podjetja predstavijo neko svojo obliko sodelovanja, zatem pa, da je diskusija bolj dinamična, jih jaz čez nekaj vprašanj, to njihovo zgodbo, njihov primer še naprej razvijemo in vsakič pustimo čas za vaše vprašanja in za vaše ideje. Zdaj pa preverjam, še par trenutkov, pravijo, pa smo nazaj. Mogoče izkoristim za preveriti. Ja, še par trenutkov pravijo, pa smo nazaj. Evo, Anže prihaja na prvi peron in bom kar predal besedo, brez da ga še enkrat najavljam. Anže, ste tukaj? Bravo, Anže, kar izvolite. Jaz sem vas že najavil, sem že vse predstavil, tako da kar začnite svojo predstavitev. Odlično, jaz se iskreno opravičujem sem za tale tehnično zadevo. Nam je na Nibu internet za trenutek ven vrglo. Tako da, ker nisem bil par trenutkov zdaj zraven, se še enkrat predstavljam. Moje ime je Anže Smole in najlepše se zahvaljujem organizatorjem konference za vabilo na to super konferenco, v katerem sem slišal toliko lepega. In moja karierna pot je pot akademskega raziskovalca. Pred kratkim sem se vrnil iz ZDA, kjer sem deloval na področju imunologije in celične imunoterapije s celicami CAR-T, kjer smo se ukvarjali z razvojem novih tehnologij za zdravljenje raka. In po izjemno lepem in produktivnem obdobju sem se potem vrnil v Slovenijo, kjer smo s sodelavkami, med katerimi je tudi dr. Jelka Pohar, ki je lani sodelovala na tem festivalu, smo na Nacionalnem inštitutu za biologijo ustanovili nov laboratorij za imunologijo in celično imunoterapijo, kjer se pač ukvarjamo z bazično imunologijo in potem uporabo teh znanj za razvoj nove generacije celičnih terapij za zdravljenje resnih bolezni, kot so rak ali pa avtoimunske bolezni. Ampak danes nisem res tukaj zato, da bi vam predstavil naše delo, temveč sem bil povabljen, da bi predstavil svojo osebno izkušnjo iz ZDA, kako poteka sodelovanje med akademijo na eni strani in na drugi strani med biotech ali pa farmacevtsko industrijo. In moje izkušnje na tem področju izvirajo po eni strani iz profesionalnih izkušenj, po drugi strani pa čisto iz raznih osebnih priložnosti. In v profesionalnem smislu sem bil na UPenn izumitelj tehnologije za univerzalno nadgradnjo celic CAR-T in preko tega sem bil udeležen v postopkih zaščite intelektualne lastnine in korakih k komercializaciji teh tehnologij. V osebnem smislu je pa nekaj mojih zelo bližnjih osebnih prijateljev iz ZDA ustanovili zelo uspešna startup podjetja, osnovana na njihovem delu na University of Pennsylvania in sem zato čisto iz prve roke videl, kaj to pomeni, kaj zahteva in kaj se vse dogaja tekom tega. Tako da danes bi vas pravzaprav rad povedal, kako sem sam kot striktno akademski raziskovalec dojel, koliko je v resnici pomenilo to sodelovanje med akademijo in biotech in farma industrijo. In po mojem mnenju je to izjemno dobra pot, da trud, ki ga vlagamo v laboratorijih, v akademskem delu dejansko pride do ljudi in do sveta. Bi pa rad poudaril, da te moje izkušnje izvirajo z področja biomedicine, kjer jaz delujem, tako ampak upam, da so vsaj kakšne stvari tudi mogoče širše nanašajo na tematiko te konference. Tako da svoje kratka razmišljanja sem razdelil v 3 sklope in sicer prvi sklop je, kako poteka sodelovanje med univerzo in med biotehnološkim startupom in kaj lahko tukaj univerza naredi, da podpira razvoj takih startupov. Drugi sklop je, kako univerza lahko podpira situacije, ki so v mojem pogledu v resnici najbolj običajne, ko bodisi razvijamo neke stvari na univerzi, pa jih želimo, da pride do zanimanja industrije in biotech, ali po drugi strani, da že kar biotech in farmacevtska industrija zanimajo naše stvari, ki vidijo jih preko konferenc, preko patentov, preko objavljenih objav in pridejo do nas in kako zdaj to speljati. In čisto na koncu sem pa hotel sam še zajeti, kaj so v mojem pogledu neke predispozicije za uspešno tovrstna sodelovanja.
In če se zdaj večkrat ustavim pri prvi točki, torej sodelovanje med univerzo in biotehnološkim startupom. Zdaj, kako se stvari začnejo? Najprej mora jasno priti do inovacij. Jaz razmišljam, kaj na UPenn tazga, da je res toliko velik teh inovacij in da toliko dobro poteka. In jaz mislim, da je ključ, da univerza res aktivno vzpostavlja takšno okolje in infrastrukturo za inovacije. In čisto v samem ustroju je že v izobraževanju, v raziskovalnem poteku, vse je nekako vgrajeno podpiranje kreativnega in samostojnega razmišljanja raziskovalcev, ker se le tako lahko rojevajo nove inovativne ideje. Potem je pa tukaj zelo bogato akademsko okolje. Jaz mislim, to je na tej univerzi, kjer se mi je zdelo način življenja. Gre za dnevne interakcije med ljudmi, znotraj laboratorija, med laboratoriji na oddelku, med oddelki in zelo pomembno vabila raziskovalcev in tudi iz industrije in biotech in farme, ki so res uspešni na tem področju in prihajajo tedensko na obisk na predavanje in tja pride ogromno ljudi, toliko da na predavalnice so polne, ne moreš sploh notati, toliko ljudi to pride poslušati. In to je res tisto okolje, kjer pride do aktivnega izmenjevanja idej in kritičnega feedbacka en drugemu in to je po mojem okolje, kjer se res inovativne ideje razvijajo. In zdaj, kaj pa potem, ko se te ideje razvijajo, pa pride do, recimo, da je ambicija ljudi, ki so udeleženi v teh raziskavah, v inovacijah, do startupa. Kar sem jaz osebno videl, se na univerzi zgodi, da je že neka določena sredstva na univerzi, ki jih lahko po lastni presoji vloži v tiste mogoče najbolj atraktivne ideje, ki mislijo, da ima največji potencial za komercializacijo in implementacijo v sodelovanju z industrijo in farmacevtskimi firmami. In kar je tukaj pomembno, da da ti začeten vložek, da se sploh stvari lahko začne delati, pa kar je še pomembno, tak vložek tudi vzbudi zanimanje večjih investitorjev in pa industrije, ker vidijo, da če univerza pravi, da je to vredno v to vlagati, pol je nekaj na tem, in se na ta način lahko to poveže. Potem pa, kar je še tudi zelo pomembno, že si predstavljate kot raziskovalec, ne nimaš teh izkušenj in ključnih kontaktov za startup in univerza tukaj tudi omogoči zelo pomembne kontakte s pravimi ljudmi. Zdaj, to so lahko ljudje, ki imajo izkušnje z vodenjem podjetij, kot je CEO ali pa takšne zadeve, koga postaviti na nek startup za tako vodilno funkcijo, ki ima res izkušnje in ve, kako to poteka, in pa tudi povezave s pravimi ljudmi, kot so investitorji, na primer. In tako da to je v tej prvi točki, ki bi se ustavil. Zdaj, druga točka je pa ta, če že imamo razvito tehnologijo, kako jo komercializirati. In meni osebno se zdi to res ključno za prenos raziskav iz akademskega sveta do ljudi. In kar univerza na tem področju dela, kar je meni izjemno osebno pomagalo, da so bistveno pomagali in vodili zaščito intelektualne lastnine, pripravo patentnih prijav, in potem so naprej tudi nadaljevali vsemi, mislim, to tudi zajema vse podpise raznih kompleksnih dokumentov, pogodb, kjer jaz kot raziskovalec, name so to vse bile zelo nove stvari in niso to moja znanja, mi je zelo pomagal imeti ta support v tem pogledu in potem tudi naprej do komercializacije zadev. Univerza ima recimo tudi že stike s potencialnimi firmami, ki bi jih mogoče to zanimali, ali pa oni sami delajo marketing preko lastnih strani in potem velike farmacevtske firme gledajo, kaj so tiste najboljše tehnologije, ki bi univerza zanimala držati. Torej, res na ta način se ta dva svetova, da mi na raziskovalnem področju poskrbijo za inovacije, za odlično znanost, na drugi strani pa strokovnjaki z področja prenosa tehnologij pomagajo vse, da se sploh vse zgodi. In to je res super vzdušje. Čist zadnja zadeva, ki je pomenil, pa kaj so zdaj v mojem osebnem pogledu tiste ključne sestavine teh uspešnih sodelovanj. Prva stvar, ki mislim, je zaupanje. In zaupanje čist na osebni ravni, človek do človeka, ki se pogovarjaš, in pa med institucijami. In potem je zelo, zelo pomembno, da se ljudje absolutno držijo dogovorov. Tudi če niso napisani, stvari, ki se zmeniš, mora držati. To je tako je. In potem, da je nekako pozitivna selekcija na dobro in negativna na slabo, v smislu, kako delujemo kot ljudje in kako se obnašamo, recimo v tem timski duh, pa da se vedno lastne ozke interese da nekako na stran in se najprej išče skupne interese celotne skupine. Potem pa prava motivacija se zdi meni zelo pomembna
in to jaz mislim, da je narediti nekaj dobrega za svet in človeštvo in to je res lepo, če se na ta način združi in akademski svet in biotech in farmaka v bistvu vsi isto želimo na koncu in pa transparentna komunikacija. Pa pomembno je pa na koncu tudi, ko pride do uspehov, da gre za ustrezno razdelitev zaslug in prepoznavanje doprinosa vseh. Tako da za zaključek, vsaj na mojem področju, torej področju imunologije, imunoterapije, biomedicine, zdaj vsem postaja jasno, da se ta meja med akademskim svetom, na eni strani pa biotech in farma, na drugi strani zelo, zelo zabrisana je ta meja. In mislim, da smo vsi spoznali, da smo tukaj vsi na isti ladji in če želimo, da se naš trud odraža v pozitivnem vplivu na zdravje ljudi, na življenja in na svet, na splošno je to najboljša pot, kako naprej. Hvala lepa za pozornost. Anže, hvala za predstavitev. Kakorkoli smo imeli mogoče na začetku malo težav, evo nas, točno tam, kjer moramo biti, imamo še 6 minut za kratko razpravo. Mogoče super ste opisali malo teh razlik, ki pravzaprav kažejo na neke razlike med Slovenijo in ZDA, med Ameriko. V eni študiji nekaj časa že nazaj sem bral, da je največja razlika med temi centri v Ameriki ali pa v Evropi ali pa tudi drugje po svetu pravzaprav ta pripravljenost ljudi, da prevzamejo tveganje. Da v Ameriki ljudje so pripravljeni tvegati. Pa me mogoče točno iz te vaše izkušnje, ste rekel, so vam pomagali pripraviti in patente in vse te stvari. Kdo prevzema tveganje? Podjetja? Ljudje, univerze, kako se tukaj do tega upravljanja tveganj pride? A je tukaj mogoče kakšna srž, ki bi se jo lahko kaj naučili z nje? Ja, hvala lepa, to je zelo dobro vprašanje. Da razmišljam o tveganju. Mislim, da je vsaj tam, kjer sem jaz zdaj tako dobro vse organiziran, pa toliko ljudi udeleženih, od katerih, če vsak naredi svojo nalogo, tako kot je mišljeno bilo, se nekako dela tako, da je tveganje skozi zminimizirano, ampak ne pasivno, to aktivno vsi delajo tako, da se zminimira tveganje. Tako da jaz nisem imel občutka, da bi bilo kaj zelo tvegano. Mislim, jasno, moji znanci, ki so se odločili iz krasne akademske poti, da bojo startup naredili, to je bilo osebno tveganje, ampak so bile verjetno vse stvari vnaprej zelo dobro pripravljeni, so točno vedeli, kaj jih čaka v bodočih letih. Ja. Super. Anže, imamo še malo časa, pa bo dala pa še mogoče kakšnemu iz publike čas za kakšno vprašanje. A imate občutek, da se situacija v Sloveniji okrog tega odcepljena podjetja, kako upravljamo s tem celim področjem, da se pri nas kaj spreminja, je tle kakšna opažate kaj spreminja? Ja. Hvala tudi za to vprašanje. Tukaj moram jaz povedati, da sem pravzaprav premalo časa še v Sloveniji, da bi jaz lahko bil kompetenten za odgovoriti to vprašanje, ampak kar pa lahko rečem je pa, da sem v tem času, ker sem bil tukaj na NIP, odlične interakcije s vsemi, krasna podpora in sem imel privilegij in čast imeti interakcijo in pisarno za prenos tehnologij na NIP-u in tudi pisarno za prenos znanja in tehnologij na univerzi in same briljantne izkušnje, ne samo, da ljudje izjemno strokovno vse delajo, to delajo tudi z zelo dobro voljo in veseljem. Mislim, jaz sem zelo navdušen nad vsem, kar sem zdaj imel v interakciji. Super. Mogoče pustim komu iz publike, kakšno vprašanje, če je kakšna želja, lahko napišete v chatu, lahko vprašate. Imamo še par minut, če ni, mogoče, bomo napisali chat, če bo, mogoče že pa res zadnja stvar, imamo še točno 2 minuti in pol. Kako je z mrežami? Vi ste si zgradili en kup enih mrež, osebnih, raziskovalskih in tako naprej. Ali za razliko, tukaj opazite kakšno razliko med Ameriko in Slovenijo? Kdo vam pomaga vzdrževati mreže? A je LinkedIn dovolj? Kako to zgleda med podjetji, med raziskovalci? Te mreže so verjetno najbolj ključna vrednost, ki jo dobite. Kako je s tem? Ja, to je izredno pomembno vprašanje in vaš komentar. Jaz mislim, kar se nanaša tudi na to, kar se je to zaupanje, pa interakcije med ljudmi. To je vse mreže in kako
kako to vzdrževati. Jaz iskreno mislim, da je tukaj najbolj biti zelo proaktiven in se tega aktivno lotevati, ne, in pač intenzivno vzdrževati mreže, ker na koncu, v primeru, da je ena tehnologija, da imaš kaj zanimiva, pač pokličeš nekoga, ki mu zaupaš in ta oseba ve, da mu ne boš ti kar nekega od stvari, ki so ti lahko zaupa in se saj dobiš odprta vrata na začetku, da lahko predstaviš stvari pravim ljudem. Tako da to je res zelo zaupanje. Zaupanje je vse in mreženje. Super. Anže, jaz bi se zahvalil za vaš čas, za odgovore. V chatu vidim, da ni vprašanj, tako da pol bi zdaj zaključila s to debato. Jaz bi edin povabil vse udeležence na naslednjo diskusijo, ki se začne ob 10, kjer bomo pravzaprav z ljudmi iz univerze, iz podjetij in z eno študentko predstavili en primer, kako zdaj zares praktično zgleda en primer in kako pravzaprav podjetje prestavi nek skupen projekt v produkt in kako ga začne prodajati. Anže, še enkrat hvala, lep dan in se vidimo čim prej na živi kavi. Najlepša hvala vsem za možnost. Nasvidenje. Pozornost, nasvidenje. Lep dan.